In mislim, da ima umetnost ravno to moč, da se znam približati vsakršnji otožnosti, vsakršnjemu trpljenju, ne? Ker se zaveda, da ravno prek tega trpljenja se odprejo višje pokrajine, se pokaže višji smisel stvari, se stvari pokažejo v njihovem resničnem bistvu. Je mogoče to tudi tvoja izkušnja pri pisanju poezije, da se v trpljenju stvari pa v tesnobi, po kateri nič ne ostaja več tako, kot je bilo, ko se zdi, da stvari izgubljajo svoj smisel, svoj pomen, se prenavljajo. Je mogoče tvoja izkušnja podobna, da tesnoba pravzaprav, tisti, ki je rešen iz tesnobe, tisti, ki je rešen iz obupa, temu je razkrita višja lepota, pravzaprav, kot mu je bila dana videti pred. Jaz sem zdaj prav pred kratkim, bili smo v Krakovu in sem zdaj Vit in Klara sta, Vit zlasti je rekel, da bi šel Auschwitz pogledati. Smo potem v Auschwitz šli in je, se pravi tam 2001, ko so se unji avioni zaleteli v stolpence tam v New Yorku, ti se mi tako pretreslo za kakšnih dobrih 10 let. To so bile podobe, ki so ves čas hodile z mano. Prav eno tako, da je rekel, občutek ogroženosti ali pa, da je rekel, to vprašanje varnosti se je takrat pojavilo in se nekako ni pomiril to v meni. Zdaj tukaj se je pa spet pa vprašanje smrti ali pa tega, bi rekel, enega minljivosti pojavilo v Auschwitzu. Res, bi rekel, z vso to pošastno mašinerijo, ki je bila in tem trpljenjem ljudi, ki so tam bili, se ne da opisati. Ampak takrat sem začel potem to premišljati in sem si kupil tudi od Edith Stein, ki je tam umrla, ta Husserlova asistentka, filozofinja znana, pa potem karmeličanka. Ena sestra karmeličanka je pač te njene spise urejala in en tak breviarij, zdaj Edith Stein izdala in tako. Tam sem bral v enem od zadnjih pisem, ki jih je še poslala sestri Brednici, piše jih sestro so je poslali, se pravi njeno sestro, rodno sestro so je poslali iz enega taborišča v Nemčiji, tam potem v Auschwitz. Pa piše, da ljudje potrebujejo neke tolažbe, vsi tisti ljudje, ki so tam bili. In pričakujejo pa od sester, zlasti od sester jih pričakujejo to tolažbo. In sem se začel, se pravi, že prej sem se spraševal, in tudi tam, a umetnost pomaga preživeti. To se mi je na tako vprašanje postavilo, potem sem pa gledal ali pa bral tudi Viktorja Frankla, to je pa drug Jud, ki je tudi 3 taborišča preživel in je potem o tej izkušnji govoril, pa to bi rekel en tak koncept, kolikor sem jaz razumel, to pa nisem psiholog, ampak te volje po smislu je potem rekel, skratka, da tisti, ki imajo nek smisel v prihodnosti, da morajo nekaj še narediti, nekoga videti, nekaj pač postoriti, da tisti imajo veliko več možnosti, da bojo preživeli. In sem premišljal, da pravzaprav umetnost, ali je glasba, ali je literatura, ali je slikarstvo, recimo pri Zoranu Mušiču, ali pa pri, kaj se vem, pri Messienu, ali pa pri, mogoče tudi pri Pahorju, čeprav ne vem, da bi direktno o tem kaj govoril. Ampak tukaj v tem primeru literatura, po moje, ali pa umetnost, zares pomaga preživeti. Ampak samo tistim, ki jo piše, ki jo ustvarja, ki jo izgovarja, ali pa ki jo, bi rekel, pa ustvarja. Zdaj, ne vem pa, če zares pomaga preživeti tistim, ki jo bere. Umetnost zmeri pomaga reflektirati sebe, pa svet, ampak preživeti v tem primeru tukaj, recimo, prav pri Askarju Kluru, zares pomaga preživeti, zato ker lahko tiste tesnobo, pa vso to stisko, ki se nabere, artikuliraš, ni zdaj to take vrste psihoterapija, da boš napisal, pravzaprav literaturo to gre. To so druge podobe, ki se potem sestavljajo, kot rečeno, ne vem kako. Ampak pridejo ven in potem pride do enega olajšanja, zares pride do enega, od rešitve pride. In v tem primeru zares pomaga, ali pa odreši literatura, ko si stvari izrekel, ko si jih iz sebe dal. Se mi pa zdi, da tudi bralcu, ki živi potem s to poezijo, ki jo, kot so rekli stari modreci, prežvekuje, ta izraz se včasih zamenihal, ki prežvekujejo potem en stavek cel dan svetega pisma.
seveda tudi bralcu, ki potem naredi eno svojo sintezo v glavi, da pride svojo izkušnjo v bistvu k tvoji poeziji, poveča smisel te poezije, da veš, če nek bralec vidi, sliši, prebere nekaj, kar on na skrivnem tudi misli, pa morda tega še ni uspel tako lepo izraziti, pa tako določno izraziti. Ne? Že to mu ogromno da pravzaprav. Ja, to je verjetno ena taka, bi rekel, odrešitev ali pa eno pomirjenje. Ne? Da se prepoznanje, ja, refleksija, nekdo drug je v besedo tvoje stvari, se prav tisto, kar si ti doživel. To pa je, to lahko je. To pa je. Pa pojdiva spet nazaj k Jasperju Krulu, k Patru Edelridu, k najnemu vagantu, potujočemu menihu. On je še zmeraj v tem svojem boju, tesnobo, med upanjem, med temo svetlobo. In tukaj je na 19. pesem posreduje eno, kar rekel, mistično izkušnjo njegovo, ko se res odprla ja svetloba. Če govoriš skozi me, te bo kdo prepoznal, te bo kdo slišal. In jaz sam sem lasten odmev ali odmev tebe. Mislil sem, ko sem hodil pod opognjenimi cvetočimi bezgovimi vejami. Bezgovo vejo ni vino trte, zajčja kri ni tvoja kri. Suha struga hudournika je suha samo na vides. Po njej šumi, še zmeraj šumi spomin zadnjega naliva, ko si blagoslovil skale, ko si blagoslovil peno, iz katere se rojevajo gozne nimfe. A v nimfah ne morem reči nič določnega, ker jih nisem videl. Videl sem samo bager v medvinem jutru, ki je dobil strugo, in videl sem psa, ki se je lizal tace. Včasih odmevajo skale, včasih odmeva slad. Kot Jasper Krul in Pater Edelrid, ki sem dvojedin, ki sem dvoj v tebi treh. Tukaj je Jasper Krul, povsem je v tem absolutnem zaobseženju, povsem se je skril v neko naročje. In še ta prva podoba, če govoriš skozi me, te bo kdo prepoznal, te bo kdo slišal in jaz sam sem lasten odmev ali odmev tebe. To me izredno nagovarja tukaj. V bistvu človek kot odmev Boga, kot tisti, ki je iz Boga išel in ki se vam vrača. Tako me izredno nagovarja. Pa bi te mogoče prosil, da nam prevereš 24. pesem. Tukaj boste videli spet svobodo podob Petra Svetina, izredno. Jaz, Jasper Krul, jaz, Pater Edelrid, sem slišal orgle. Glasba je prihajala iz templa na gori. Slab zvoka se je zlival po pobočjih, kipel je iz cerkvenih oken, iznad kupole, kot kipi mleko. Božja mati je posadila za orgle hčerko, mater zemljo in je učila igranja. Tribarvna fuga se širi in razblinja na vse strani neba. Sin veslač med tem z nevidnimi nitmi veze kontinente, pot zvest je dokončno izrisena na zemljo, znamenja so se dopolnila. Iz groba laja zvesti pes Poncija Pilata. Poročila so ga zamolčala, da je ušel gospodarju, da je stražil pod križem in lizal Jezusu rane, da so ga vojaki skušali odgnati, a je renčal in jih ni pustil blizu. Glasba se razlega, pes je utihnil, zaznal je bližino njega, ki si ga je izbral za gospodarja. Ta svoboda, da ti zamisliš psa Poncija Pilata, ne? Ki pa se vendar zbere Kristusa za gospodarja, ki mu liže rane. To je res izredno, ta svoboda. Pa bi jaz prebral še 26. pesem. To je molitev Patra Edelrida. Vsak bo sam dajal odgovor za svoje ravnanje od dnevu dni. To vem, ker vsakemu posebej daješ moč iz lastnega trpljenja in stajenja. To vem. In tvoje misli niso naše in tvoja sodba ni naša. To vem. Tesnovo, ki ostane, ki se obesi na korake, na rebra, to tesnovo lahko predelamo. To vem.
in da ne daješ bremena večjega, kot ga vsak od nas more nositi, to vem, vse to verjamem, ampak mi v smrti bratov v tesnobi tako neskončno težko. Amen. Kljub temu zaupanju, jasno, tesnova te zajame vseh takih dogodkih. Pa Peter, me zanima, kako gledaš na sploh, na to povezavo med religijo in umetnostjo. Je umetnost zate način, kako doživljaš religijo, kako doživljaš vero, presežno? Ja, jaz mislim, da je to povezano pravzaprav, da to ni kakšnega ločevanja, no? Da je literatura dobra, po moje, na en tak ali drugačen način molitev. Jaz mislim, da je tisto, kar živiš pravzaprav, ali pa česar si poln, pač tiste stvari lahko prepričljivo piše. Zdaj govorimo o tistem tretjem tipu literature, o katerem sem prej govorila. Ne? Da je, ne vem, pravzaprav to, kar premišljuješ, kar nekak si, ne, za kar se ti zdi, da je tvoj svet, to potem pač v literaturo pride. Zdaj, na tak ali drugačen način, ali včasih je bolj očitno, včasih je manj očitno. Tudi je recimo pri tem, ko berete, jaz ne vem, smo se pogovarjali s Sergejem, verjetno bralec, ko bere, vidi tukaj eno mamo, pa enega sina edinca. Jaz sem imel 4 mame, pa 3 sine edince, ko sem pisal. Ne, to je tisto, kar literatura, se pravi en svet, jaz te podobe izrišem ali pa se postavijo, ne, po ne vem kakšnem ključu, to pride iz mene in se, bi rekel, te kombinacije pride, potem pa te podobe ustvarja nov svet, ki je pa zdaj bralcu blizu, meni pa ne, ko berem jaz te stvari, jaz podoživljam zmeri, kako sem pisal, kje sem hodil, kaj sem takrat delal, na kaj sem mislil. Vi drugače to berete, kot jaz lahko berem. Ne, se pravi, imate na en način tudi privilegij, ker jaz tako ne moram brati, kot vi berete. In tukaj so pa moje stvari res v temelju povezane. Ne. Tako bi rekel, v izhodišču so povezane te stvari. Ja. Tle v eni pravljici v Ježevcih, pa tako bolj smešno pravzaprav se skupaj, tako za nonsens nekako značujem, pa ena vidra angelca, ki je kot en kup nesreče tam pri enem semaforju, ne ve, kam bi šla. Če mi tam in potem je sreča ta Ježevec Helge, ene puščice na poti pobral, jih je najdel nekaj na znakih, nekaj na tleh, tako, in jo sprašuje, zakaj tako nesrečna, in reče, da ne ve, kam naj gre. Ne? Da bi šla tja, pa vse smeri bi šla, pa ne morem. Ne? In potem mi začne ta Helge obešati puščice, pa ena gre gore, ena dole, na zadnje, nekaj rekel, le, zdaj imaš pa te puščice, zdaj to obešen, zdaj pa kamarkoli bo šla, boš vse smeri šla. Ne? To je pravzaprav tako, ampak jaz ozadje, tisto, ko sem imel, prva ta ideja, ki je bila v meni, pa nebrž, če se ne pove, se ne vidi. V Bogu živimo, se gibljamo in smo. To je to ozadje. Ne? Ampak to pravzaprav vse, če bravc ve prav, če pa ne ve, pa tudi prav. Ne? Jaz sem pač iz tega nagibal, pa to bi rekel, se je meni takrat odslikal in sem na tak način napisal. Tako, zdaj mislim, se povezuje, zdaj, ali bravc dobro pozna, ne prepozna, to je spol, ne, tukaj bi enkrat Urbanija iz Dolgega, ne, pa je potem začeli zvoniti, eno predavanje je bilo, pa smo mi kar naprej tisto predavanje imeli rekel, tle predrav, nič ne molite angelovega češčenja, pa je bilo pa vsem nerodno, pa se je Perčic znajdel, tako je rekel, vi ste v Dravljah duhove, kjer hoče. Ne, to je, bi rekel, to, ne, če vidiš prav, če ne vidiš, to je to redo, ne, ja.